Zdaj se bomo poglobili v zgodbe prostora in okusa na našem drugem panelu, čezmejni Kras kot butik gastronomskih in turističnih doživetij. Na panel oziroma na oder vabim sodelavca Martina Šapca, vodja enote turizem na območni razvojni agenciji Krasa Brkinov, Aleša Pernarčiča, kolega iz Gal Carso, Las Kras, Danilo Lunardelli, partner projekta Čez kot Veneto, dr. Marjeta Čandek-Potokar iz Kmetijskega inštituta Slovenije, Boštjan Pečar, Malner, Sajder iz Prešnice pri Kozini, ter dr. Manca Vinaca iz Filozofske fakultete Katedra za arheologijo. Evo. Hvala lepa. Začenjamo z drugim delom našega pogovora, mogoče bolj širokim, ki vino nosi nekje v drugi vrsti, pomembno, a nezgrešljivo. Pogovarjali smo pa vendarle o nekaterih drugih vidikih življenja, delovanja in promocije Krasa in tukajšnjih doživetij. Gospod Martin Šabec, kot vodja enote za turizem verjetno poznate vse ponudnike, Kras ni tako zelo velik in točk masovnega turizma pravzaprav ni, Kras ga tudi ne prenese, razen takrat sredi avgusta, ob prazniku pršuta in terana, da izjema potrdi pravilo. Kako je obiskana vinoteka, Štanjerska vinoteka, ki je plod projekta, enega prejšnjih projektov Agrotur, je prvi del vprašanja, in drugi del je, kako se je prejel in kaj pričakujete od digitalnega muzeja Terana, ki je plod zadnjega, tretjega Agroturja. Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, dve vprašanji, ki se nanašata tudi na odgovor, bo bolj v smeri butičnega, to, kar ste omenili, se pravi Kras, ki ima zelo občutljivo krajino, ne prenese masovnega turizma. To smo že in ste že, predno sem tudi sam prišel na to delovno mesto, ugotovili in se ta strategija tudi pelje naprej. Enoteka v gradu Štanjel zagotovo ima veliko priložnost predvsem za naprej. Vemo, da se je grad Štanjel vsa ta leta tudi obnavljal. V letošnjem letu smo glavna dela obnove končali, tako da pomeni, da je grad ponuja poleg svojih zbirk tudi v vhodni ali pa izhodni točki z grada enoteko, ki ponuja celovito ponudbo vinske pokrajine, se pravi, gosti se tam lahko seznanijo, jim je lahko kot neka infotočka. Samo povpraševanje iz leta v leto raste, predvsem tudi zaradi tega, ker smo začeli spreminjati strategijo, in sicer ni več tega klasičnega samo obiska na sejmih, kjer informiramo individualne goste, ampak se želimo posvetiti tudi butičnim gostom, ki prihajajo v organiziranih manjših skupinah skozi turistične agente in turoperatorje, ki imajo večjo moč pri sestavi programov in lahko ta del ponudbe tudi vključijo v svojo zgodbo, poleg samih ogledov znamenitosti. In sploh, če imajo malenkost manj časa, lahko na enem mestu zvejo vse o ponudnikih, o vinarjih, in iz tega vidika vidimo to kot neko prihodnost za kreiranje še dodatnih doživetij, ki ta del ponudbe vključujejo v svoj asortiman. Pa so ta doživetja zasnovana tudi čezmejno in sledijo celovitosti Krasa? Samo čezmejnost iščemo skozi različne projekte, se pravi, tu je eden izmed projektov, kjer smo recimo gostili umetnike, kjer je tudi ORA kot razvojna agencija skrbela za celoten program, se pravi, smo ga res skupaj z organizatorji butično zasnovali, skupaj z pomembnim akterjem na Krasu, to so tudi lokalni turistični vodniki, ki nam v tej zgodbi lahko pomagajo in jih tudi izobražujemo v to smer. Zagotovo lahko razvijamo čezmejne produkte, nenazadnje imamo tudi velik projekt Kras Carso, ki že dokazuje, da lahko skupaj z italijansko stranjo oblikujemo programe, ki vključujejo tudi elemente vinske destinacije in enogastronomskih doživetij.
Okay, hvala lepa. Gospod Šabec, nekako nadaljujemo v slogu z gospodom Alešem Pernarčičem iz Las Kras-Gal Karso, ki je projektni partner, sodeloval je pa v dveh oziroma več sklopih tega projekta Agrotur plus. Vprašanje pa bo bolj kot ne turistično. Kako osmice, ki so neke vrste pomembna značilnost in podoba turizma na italijanskem, bolj obmorskem, bi rekel, delu Krasa, vplivajo na razvoj kmetijstva in tudi na razvoj drugih turističnih doživetij na Krasu. Certo. Ja, bom govoril v italijanščini, tako da pač bom izenačil italijanščino slovenščino. Torej osmice izhajajo že iz preteklosti. Torej v osmicih se prodajo neposredno pri proizvajalcu. To je prva oblika tudi kmečkih turizmov. So dejansko bile osmice in tudi naši pridelovalci so ohranili to obliko prodaje in sedaj je dejansko postala tudi inovativna oblika prodaje. Danes, vsaj v zadnjih desetletjih, torej osmice so zelo pomembne in torej so izdelali in si pridobili posebni položaj, so torej investirali v vidljivost na turiste in so pridobili tudi res kakovostna vina in vsekakor imamo tudi osmice, ki so nekako status, ki se vračajo v preteklost. Torej osmice so bili center v vaseh, zahajali so občani, tam so igrali kitaro, so peli in torej gre za sliko osmice, ki nekako je povezano seveda z ozemljem in je povezan tudi z avtentičnostjo. In nazadnje seveda je povezano tudi s pridelavo in izdelavo vina in s Krasom. Hvala lepa. Kaj mislite, da bi spodbudilo število osmic? Na tržaškem Krasu jih je preko 60, tudi na slovenski strani in nekako povezalo tudi v tem smislu obe polovici, oba dela celovitega Krasa. So to transportne zagate, je kaj tretjega? Torej, dejstvo je, da že nekako komunicirajo in da so avtentični v svojih vaseh in to je temeljnega pomena. Torej, pomembno je, da so samo svoje in dejstvo, da jih lahko prosto obiščemo ali tudi lažje obiščemo, bi bilo dobro, tako kot so že pred mano povedali, torej projekti čezmejne mobilnosti, kot na primer strateški projekti, torej dejstvo, da se lahko podamo po Krasu s kolesom. To bi lahko seveda pripomoglo k boljši vidljivosti in užitku dejanskem užitku Krasa. Da bi lahko recimo na kolesu obiskali tržaški Kras, slovenski Kras in se potem prišli do Gorice. Hvala lepa. Namreč pod Krasom, okrog Krasa živi nekaj 100.000 ljudi, ki so dobri potencialni enodnevni gostje, ki bi se tudi pogosteje kot nekdo iz oddaljenih krajev vračali in se vračajo. Hvala lepa. Danilo Lunardelli prihaja iz dežele Veneto, iz organizacije Českot Veneto, ki je projektni partner projekt Agrotur Plus, v katerem sodeluje zlasti s prenosom znanja za izboljšanje kakovosti kraških izdelkov in tudi vinskega turizma, obenem pa svetujejo in priporočajo dodajanje novih
sporočilnih dimenzij, kot smo videli tudi preko umetnostnih sporočil in umetniškega delovanja. V času, ko smo izpostavljeni številnim impulzom, ko je impulzov več, kot jih uspemo zaznavati, je zanimivo slišati od izkušenih kolegov iz dežele Veneto, ki je turistična velesila. Kakšni so trendi v vinskem turizmu? Prvo kot prvo, najlepša hvala vsem. Seveda vas pozdravljam tudi v imenu Đelangela Belatija, ki ni danes tukaj z nami. Jaz ga tukaj danes pač zastopam. Rad bi se vam zahvalil, ker ste me soudeležili pri tem projektu, tako kot Česko, Klemento dobro ve, že pri prejšnjem Namograturu smo mi obravnavali en del tega projekta. In to ni bilo enostavno, kajti v Venetu oziroma od Veneta do Krasa se ozemlje, krajina spreminja. In torej smo se vprašali, kako bi lahko pozitivno prispevali k tomu pomembnemu projektu, pri katerem smo sodelovali iz Benetk. Poskusili smo torej narediti nekaj, da bi Benetke postale vir za Kras. Benetke so seveda zelo privlačno mednarodno mesto. Kras pa privlači na drugačen način. Težko si je zamisliti neko kompatibilnost med Krasom in Benetkami. In to je bil naš izziv. Sprejeli smo ga, saj smo sodelovali pri tem projektu in smo tudi poskušali dati svoj doprinos. Katere so priložnosti in kaj se nakazuje tudi za prihodnost? To moramo poudariti. Torej, kulturno-teritorijalni vidiki so bili ključnega pomena. Na tem smo delali za vrednotenje lokalne kulture, lokalnega znanja, lokalne tradicije. Furlanija, Julijska krajina in Veneto nekako sta povezani, je neka kontinuiteta, ki pa ni vedno jasno določena. Ta projekt seveda ima tudi pomembne znanstveno-tehnične vsebine, promocijsko-turistične vsebine pa bi lahko postale gonilo za Kras. Kako lahko to v čim večji meri izkoristimo? Pogoji so vsi tukaj, ampak moramo delati na drugačnem, privlačnem elementu, počasnem turizmu, na odnosu, na prenašanju emocij, čustev. Ta del, ta umetniški del je bil pomemben v tem smislu, kajti ti mladi umetniki so izvajali dejavnosti, ki do takrat niso bile dobro poznane, so pustili sledi. Turisti pa potrebujejo veliko vzvodov, veliko informacij. In torej bi morali nekako ta masovni turizem, ki je značilen za Benetke, pretolmačiti v turizem, ki temelji na odnosih. Veliko je povezovalnih elementov. Enogastronomija, kultura. Agrotur je tudi za to poskrbel. Nekaj drugega so tradicije. Ne smemo pozabiti, da ta ozemlja, da naša ozemlja so bila povezana že v preteklosti in to, kar jih je povezovalo, je bilo prav to. Pomembni elementi na skupnem ozemlju, ne samo obala. Obala povezuje zaradi morja in vsega ostalega, ampak notranjost, zaledje je ključno za vrednotenje posameznih elementov na tem skupnem ozemlju. Torej bi si lahko zamislili neko turistično pot, ki seveda se uresničuje z digitalnim zemljevidom, z vodniki, ampak glavnem z deljenjem. Ne smemo imeti več pregrad, ne smemo več razmišljati o mejah.
meja ni več in predelovalci nimajo meja. In zato se moramo zamisliti neko skupnost, ki deli svoje dejavnosti in postane privlačna za ta prostor. Torej, izkušnje, kultura in tradicije, to so ključni elementi za povečanje privlačnosti tega ozemlja. Za neko kraško, beneško-kraško gibanje, seveda. Ja, ampak tudi, da to postane nek privlačen element sam po sebi, ne. To pomeni ponudba, ki vključuje recimo degustacijo vin in pridelkov, sirov, pršutov v kleti. Ampak tudi to, da povežemo te pridelke s kulturo, recimo z obiskom muzeja, cerkve. In pri tem lahko črpamo navdih po tem, kar smo naredili v Venetu. Veliko izkušenj imamo, ne, na tem področju. Pripravljeni smo tudi, da to delimo z vami, da obogatimo to ponudbo tega prostora, ki je na več načinov povezano, recimo počasni turizem, turizem, ki temelji na izkušnjah, ne, veliko je manevrskega prostora pri tem in tega potenciala nismo še v celoti izkoristili. Hvala. Lepa, grazie. Tudi pršut počasi zori in potrebuje čas, da dozoreva. Gospa dr. Marjeta Čandek-Potokar iz Kmetijskega inštituta Slovenije, znanstvena svetnica v oddelku za živinorejo, strokovnjakinja za pršut. Vprašanje ni znanstveno, ni laboratorijsko. Kakšen je ta trenutek potrošniški okus za kraški pršut in ali kraški pršut, pršuti, ki so predelani na Krasu, pridelanih in predelanih je nažalost malo, zadoščajo tem pričakovanjem? Ja, potrošniki, rečemo potrošnika, ne v ednini, ampak v bistvu smo potrošniki ljudje z različnimi okusi, z različnimi preferencami in tako je tudi pri pršutu. Zdaj, mi smo v tem času teh agrotur projektov naredili kar nekaj potrošniških analiz in smo se ukvarjali z problematiko, s katero se srečujejo predelovalci, namreč, ko potrošnik izbira pršut z očmi, morda še s taktilnim občutkom, in pa potem, ko ga uživa. In tu se, bom rekla, vsaj te večji proizvajalci, ki so prisotni tudi v trgovinah, soočajo kar z velikimi težavami, mogoče imajo malo manjše tovrstne težave tisti proizvajalci, ki direktno prodajajo potrošniku, kajti tam pride do izraza predvsem okus pršuta, medtem ko pri trgovinski prodaji pa se soočajo z velikim problemom, da tisto, kar je potrošniku všečno na pogled in otip, ga potem lahko razočara ali vsaj ne dovolj prepriča pri okušanju. Tako da to so veliki izzivi. Zdaj, v naših raziskavah smo tudi ugotovili, posebej, ko so nam proizvajalci pršuta dali to vprašanje, kakšni so potrošniki, kakšen pršut želijo, smo ugotovili, da se pravzaprav kar nekako na tretjine so se nam razdelili v smislu tega, ko izbirajo pršut, ko iščejo bolj trd pršut, na vtip, ko iščejo pršut, ki ni masten, ki je čim bolj mesnat, in pa seveda potem, ko je pri okušanju teh pršutov prišlo do nasprotnih rezultatov, da so jim bili bolj všeč mehki, manj slani pršuti in tisti, ki so nekoliko bolj mastni, kajti maščoba je tista v pršutu, ki nosi aromo. Pri vas za organoleptične analize pršut narežete na pesoreznico oziroma na stroj ali ga režete ročno?
Ja, lahko bi vam pravila o tem, kako Španci iz rezanja pršuta naredijo znanost, ampak ja, mi seveda, ko znanstveno pristopamo, ko delamo senzorične analize, takrat seveda moramo spoštovati različne faktorje, ki bi potencialno lahko vplivali, in takrat seveda režemo na stroj, dimenzije rezine nadzorujemo, debelino rezine nadzorujemo, ravno zato, da seveda poskušamo maksimalno odstraniti vse moteče dejavnike, če tako rečem, razen tistega, ki ga želimo preučevati. To je znanstveni pristop, seveda degustacijski pristop pa je drugačen, tam pa pri degustaciji pa je zelo pomembno, kako tudi rezalec pršuta, če tako rečemo, predstavi produkt, ki ga ponudi potrošniku. Pa se vam zdi ta veščina rezanja pršuta, ročnega rezanja pršuta, ki so jo na Krasu postavili ali pa postavljali na pedestal, pomemben del turistične predstavitve, pomemben del kraškega doživetja? Sigurno. Eden od temeljnih, v smislu turizma in turistične ponudbe je seveda ta pristop z ročnim rezanjem in ponudbo in to bolj osebnim pristopom gotovo pomemben. Pravi, bi lahko za Agrotur 4 priporočili tudi šolo rezanja pršuta? Lahko. Hvala lepa. O vinu je bilo veliko rečenega. Vino je seveda glavni, rečemo, tekoči pridelek s Krasa, ni pa edini. Tako slivovka oziroma tam proti Vrkinom Slivovc in Brinjevec sta pridelka s Krasa, za Brinjevec so ugotavljali v okviru projekta Agrotur tudi nekatere zadeve okrog hlapnih spojin. Boštjan Pečar iz Prešnice pa je družinski pridelovalec sajderja, pijače, kot so nekoč v Sloveniji poenostavljeno imenovali jabolčno vino, kar verjetno ni ustrezen izraz. Sajder je vendarle nekaj drugega. Nekaj besed o vašem sajdru in vaši kmetiji, zakaj ste se odločili za njegovo pridelavo, in zanimivost, Prešnica je povsem, to je na jugovzhodnem robu Krasa, samo streljaj od kraškega roba. Kako se v glavne turistične ali pa v kraške turistične tokove uspete vključevati tam z tistega roba, skoraj da iz Čičarije? Pozdravljeni, hvala za besedo. Ja, mi smo sadjarji. Kras ima veliko poudarka, in to je pravilno, na trti in na vinu. Sam rob Krasa, še posebno tisti del, mi smo v hecu rečemo, smo med Krasom, Istro in Brkini in Čičarijo, prav med 4 regijami, je bil pa zelo znan po sadju. Potencial sadja je ogromen, tako da tudi danes ne smemo zanemarjati tega potenciala sadja, ki ga ima. Žal pa se to vedno več opušča oziroma ni tako izkoriščen, kot bi lahko bil. Na kratko, kako smo se mi lotili z pridelavo sadnega vina oziroma sajderja, kot je neka ime splošno znano po celem svetu, je pa, kot sem menil, smo sadjarji primarno, in vedno, ko smo potovali, smo bili zelo pozorni na sadjarsko panogo v tujini, kako so se oni razvijali, ko so oni imeli odnos do turizma, kaj so ponujali, kaj so lahko naredili iz jabolk, kako so se preživljali. Kar pri nas je malo
kar velik trend, da mladi sadjarji oziroma majhni sadjarji niso več tako konkurenčni, so bolj prizadeti glede na podnebne spremembe in več ali manj ni mladih, ki bi to prevzelo. No, in na podlagi teh zadev, ki smo videli v tujini, se pravi predelave jabolk, ogromno je šlo v cider, še posebno v regijah, ker so bili nevinorodne oziroma so bile znane po tej alkoholni pijači. Smo videli, da jim zelo lepo laufa, da imajo dosti pripomorejo k lokalnemu turizmu. Smo se tudi mi odločili, da gremo v to smer. Ima več prednosti. Prva je to, da obohatiš, imaš še neko dodano vrednost na samo sadje. Trenutna pridelava v Sloveniji je več ali manj primarno se prodaja sadje in malo predelave, oziroma tista predelava, ki je nima dovolj dodane vrednosti. Druga pozitivna lastnost je prilagajanje podnebnim spremembam. Sadjarji napram vinarjem so bili, tako bom rekel, kadar je bilo polno jabolk, so se pritoževali, da je cena nizka, in kadar je bilo malo jabolk, niso mogli prodati, ker niso imeli nič. S samim predelavo v vino, ti lahko, ko imaš letnike z veliko sadja, si narediš zaloge za letnike, ko imaš malo. Tretja stvar je pa, v naši regiji je žalostno, ampak gledamo, kako se sadjarstvo opušča. Jaz sem verjetno en najmlajših sadjarjev, zdaj v hecu bom rekel, da je povprečna starost sadjarja 60 let, ampak mi bi hoteli biti zgled tudi kakšnim mladim, da bi se tega primili. Hektarji se precej nižajo, še posebno v Brkinah. Kar se pa tiče, kaj cider ponuja trgu in turizmu, je pa to pijača, ki je podobna belemu vinu, ima nizke alkohole, to je trend, ki je zdaj zelo popularen, se pravi pijača z nizkimi alkoholi, je nekaj unikatnega. Vsaka regija, kot je za vino, ima svoj okus, torej cider iz Normandije, cider iz Anglije in cider iz naše regije bojo zelo različni. Torej turizem, ki prihaja iz teh dežel in teh narodov, bo bil zelo, mislim, ljudje bojo bili zelo interesirani probati ta lokalni produkt. Tako da jaz mislim, da ima ogromno potencijala neizkoriščenega in da ima svetlo prihodnost. Hvala lepa. Velja izpostaviti, da je cider tako kot vino terroarska pijača, vezana na okolje, kulturno krajino in v tem smislu presega pivo. Drugo vprašanje pa je, seveda, zelo cenim vaše samorastniško in pionirsko delovanje in priporočamo kolegom iz turističnega sektorja, da spodbudijo tudi nekako prisotnost ciderja na kosmicah in pri turističnih ponudnikih na Krasu. Glede prvega vprašanja, ja, cider je zelo podobno kot vino, ga oblikuje terroir, tudi sami letniki med sabo se zelo razlikujejo, tukaj je identično kot pri vinu oziroma zelo podobno. Moramo vedeti, da pred drugo svetovno vojno je bilo jabolčnega vina oziroma cidra, sidrodimela, je bilo dosti več, še posebno na nevinorodnih območjih, ampak ni bilo nikoli razvoja. Se pravi, kmetije so, če so imeli trte in sadje, so vino iz grozdja prodali in so tukaj razvijali naprej produkte, medtem ko vino iz ostalega sadja ali so ga predelali v žganje ali pa so jih imeli za domačo uporabo. Ker ni bilo denarja, ni bilo investicij, ni bilo razvoja na tem področju. Zaradi tega je malček zamrlo in tudi po drugi svetovni vojni splošna dobavljivost vina in drugih alkoholnih pijač in je še to dodatno pripomorilo, da se na tem območju ni toliko to razvijalo. Ampak moramo vedeti, to je bilo prisotno v vsaki kleti pred 100 leti, vsaj teh območjih, recimo v Brkinu. Glede drugega, ja, lih osmice niso verjetno, tam je bolj
fokus na lastni pridelavi kmetij. Zdaj ne poznam dosti kmetij, ki pridelujejo jabolčna vina. Vsekakor smo veseli, da se izobražujejo ljudje o tej pijači, da vejo, da je sploh to možnost, ker je pač zelo zanimiv produkt. In smo veseli vsega sodelovanja naprej. Hvala lepa. Gospa Marjeta Čadnik-Potokar, ste poskušali spajati okuse pršuta in sajdra? Ne še. Moram pa reči, da sem velik ljubitelj jabolčnika. Namreč sem zelo povezana, študirala sem v Franciji tudi in sem zelo povezana z Bretanjo. In Bretanja ima močno kulturo jabolčnika in moram reči, da imam v kleti vedno kakšno buteljko njihovega sidra, ki je meni skoraj da enakovreden šampancu. Posebej ta brut, ta varianta s prevretim alkoholom, tako da jaz osebno to testiram, ampak verjetno bi pa veljalo bolj splošno pristopiti k temu in razviti pravzaprav širše to kulturo. No, zdaj sem ravno pomislila, preden ste me pozvali, da mogoče je pa danes tak krasen trenutek, da mi ne bo treba več v Leclerc hoditi po sider, ampak se lahko pri vas oglasim. Hvala lepa. Dr. Manza Vinaca je arheologinja, bila je v ekipi Ledina, ki ste odkrili to zdaj vse bolj znano peško v posodi, v ostankih posode za vino, stara je približno 2400 let, kar Kras nekako spoji tudi z antičnim časom, se pravi, je tisto od Oliviji plus minus kar blizu. Kras pa s tako dolgo, recimo, tradicijo ali zgodovino pridelave, če je ta dokaz tako trden, to vas med drugim sprašujem, približuje oziroma daje v bok vinorodnim deželam tako imenovanega starega ali zelo starega sveta, ne še čisto do Gruzije in Libanona, kjer je ta tradicija 8000-letna, ampak z antiko smo pa povezani. Povejte, kako je bilo dokazovati to starost in povezavo z vinom in predvsem pa, kako je to odkritje v minulem desetletju, pa v drugem desetletju odmevalo. Hvala, lep pozdrav tudi v mojem imenu. V Štanjel sem prišla naključno, ker sem pač hotela raziskovati, prihajam iz Posočja in sem hotela raziskovati Primorsko. In 2010 so se tam odvijala arheološka izkopavanja in smo se dogovorili, da bo to del moje diplome. Seveda, ko si mlad, si nadobuden in v tistem času še ni bila navada, da se vzorči v celoti plasti, ki jih mi odkrijemo, ampak praviloma največje najdbe poberemo in potem sledi neka raziskava. Jaz sem naivno in z neko idejo sem rekla, dajte vi vso zemljino zbrati na kup in so mi res pripravili fantje tu zemljo v vreče, z dvigalom smo jo prenesli čez obzidje, čez zidove, stric mi je posodil kombi, da sem jaz tu zemljino prevzela in doma vse mokro sejala. To je trajalo 14 dni, tu sejanje je bilo še kar v redu 14 dni, potem pa 2 meseca in pol prebiranja. Ker vi imate sita, debeline 2 mm, pol milimetra in tako naprej. In če hočete odkriti tisto, kar je v bistvu praviloma nevidno makroskopsko, pridete do odličnih rezultatov.
in tako smo v bistvu odkrili te peške. Na srečo, na našo srečo, Kras je taka situacija, tu ni ljubljansko barje, kjer se ohranijo organski ostanki, ampak mora priti do požara, zato so se tudi ohranile, ker so zoglenele. In potem je sledilo radiokarbonsko datiranje v laboratoriju v Miamiju, tako da smo ugotovili, da gremo na konec 5. oziroma začetek 4. stoletja pred našim štetjem, tako da smo še pred Rimljani in tu je čas gradišča, prazgodovina, konec starejše železne dobe. In moja kariera je šla na ta način, da sem se pač začela vedno bolj ukvarjati z keramiko in prišla je tudi možnost analiziranja, tako da smo skupaj z Inštitutom Jožef Štefan analizirali te ostanke v stenah in ugotovili, da imamo sledove alkohola. In glede na to, da gre tu za te velike posode, tako imenovane silose, kjer so bile te peške tudi zraven odkrite, domnevamo, da v bistvu ne gre za shranjevanje, ampak za predelavo vina. Arheobotanična analiza je pa pokazala, da gre za udomačeno vinsko trto. Tako da trenutno stanje v Sloveniji je, da imamo najstarejše ostanke udomačene vinske trte, ne gremo v bok še Gruziji, ampak to je trenutno stanje. Mi v arheologiji z novimi raziskavami lahko odkrijemo nove stvari, ampak trenutno smo tukaj. Najboljša stvar od vsega pa je, da je na mestu, kjer je danes vinoteka v Štanjelu, tako da je ta zgodba, se piše sama po sebi. Zvrstno. Kdaj boste ugotovili, ali je bil to Teran ali Vitovska? Ja, tle pa se ne da, ker te analize, imate tako, vi boste ugotovili, da so recimo, če ponestavim, agrumi, nikoli pa ne bomo vedeli, ali so limone ali so pomaranče. Hvala. Pa mislite, to je pa resnejše vprašanje, je ta peška lahko tudi nosilec turističnih doživetij, je lahko tudi turističen produkt? Jaz sem jo danes pripeljala in sem malo opazovala in večina ljudi je šla mimo. Zakaj? Zato, ker je premajhna. In ko ste prišli noter na vaši desni strani, pred vhodom v dvorano, tam v vitrini je predstavljena v eni steklenički, tako da ona se lahko trži, ampak z neko zgodbo. Sama po sebi je res premajhna, ampak glede na kontekst, da je najdena znotraj prazgodovinskega gradišča, da imamo posode, lahko se priredi nek simpozijalni, recimo, nek trenutek, kakorkoli. Vse imamo datirano, ker za razliko od včasih teh zgodb, ki jih radi ljudje razlagajo, je tukaj, da tle, kar vam jaz predstavljam, je vse dokazano. Jaz sem vse to analizirala. Tukaj ni, tako sem jaz prišla do te zgodbe, neodvisno. Tudi ko sem datirala, sem ločeno datirala keramiko pa peške. Tako da sem sama delala neko kontrolo v bistvu. Tako da z mojega osebnega vidika, čeprav jaz nisem z tega področja, so tukaj vsi temelji za odlično promocijo. Zvrstno, še ena tema za Agrotur 4. Ja. Hvala lepa za to pojasnilo, za ta pojasnila. Hvala tudi za odgovore na vprašanja. Izziv publiki je podoben, kot je bil po prvem panelu. Seveda pa takoj, ko končamo tukaj, nas čakajo, bodo povedali, ampak preden si privoščimo okuse Krasa, gremo vsi pogledati to peško. Prav? Izvolite, beseda oziroma vprašanja so vaša. Če ni nobenega vprašanja, bomo s tem zaključili ta uradni del. Da povzamem, Agrotur je pokazal, da je Kras prostor izjemne energije, naravne, kulturne, kmetijske in ustvarjalne, predvsem pa prostor, kjer čezmejno sodelovanje ni težnja, ampak realnost. No in naj se današnji dan nadaljuje v sproščenem vzdušju, v sinergiji s projektom Borderless Okus, v katerem partnerstvu sta Gal Kras, Las Kras in Ora Krasa in Brkinov.
Financiranje financira ga Evropska unija iz sklada za male projekte Go 2025 program Interreg Italija Slovenija, ki ga upravlja EZTS Go. Vas vabimo v preddverje Kosovelovega doma, kjer vas čaka degustacija vin z obeh strani meje, tudi brinjevca kraškega in drugih kraških dobrot. Hvala vsem, da ste se udeležili dogodka, hvala vsem strokovnjakom, da ste sodelovali na panelu in se vidimo ob zaključku Agrotur 4, če ne prej.